Tajska in prve asociacije, sanske tropske plaže, sloni, slonja zavetišča in mistične džungle, templji, ladyboyi in živahni nočni bazari. Vendar obstaja kraj na severu, za katerega verjameva, da je skriven dragulj te države, ki ga ne obišče veliko ljudi. Malo mesto Pai vznemirja s prečudovitimi riževimi polji, kanjonom, ki je mlajši brat Grand Canyona v ZDA, ter vodnimi aktivnostmi v džungli, ki bodo zadovoljila še tako zahtevnega turista. Si želiš ležernega namakanja v naravnih termalnih vrelcih? Adrenalinski tobogan na živih skalah? Tudi imamo. Ali pa vsakodnevna zabava na reki v šlaufih še 400 drugimi backpackerji in turisti. Dobrodošel v mesto Pai. Dobrodošli v novem vlogu po Tajski in sicer tokrat se odpravljamo v mesto Pai na severu. Večina turistov se iz Čang Maja premakne v Čang Rai, ampak midva sva izbrala drugo pot. Nekako nisva hotela več teh turističnih destinacij, res da so v Čang Raju prečudoviti ta bel pa modar tempelj, ampak midva sva hotela bolj avtentično izkušnjo in zato sva izbrala visokogorski Pai. Iz Čang Maja do Paja vodi zelo vijugasta cesta, ki naj bi imela kar 760 ovinkov, noro, ampak to bova še preverila. Imate pa v bistvu dve možnosti, kako priti do kje. Ena je počasnejši pa cenejši bus, ta druga je pa hitrejši in pa malenkost dražji minivan. Midva sva zdaj prišla v Čang Maju na glavno postajo, kjer pa sva naletela na problem. Ja, in sicer tukaj so nam rekli, da zdaj do Paja voz samo minivan, kar je pa za naju zelo slabo, zaradi tega, ker nisva naprej rezervirala kart, ker jih načeloma moraš, ker grejo zelo hitro. In zdaj moramo v bistvu praktično 2-3 ure čakati lele na minivan, tako da to je kar malo slabo. Skratka, en dobronameren nasvet za vse popotnike, ki ste prišli na Tajsko, tudi minivan se vam splača rezervirati vnaprej, vsaj kakšne par dni, ker leti imajo pa zelo omejeno število sedežev. Ta vlog bomo začeli nekoliko neobičajno in sicer s povzetkom, ki se dela ponavadi na koncu vloga, ker ključno vprašanje, ali iti v Pai, zavisi od tega, ali preživite tole vožnjo. Kaj ta tip dela? Prehteva. Joj! Ta nas bo skrširal nekam. Ta ni normalen. Daj voz. A lahko voziš normalen? Tale vožnja do Paja je tako malo. Že tako je kaotična, ker je ful ovinkov. Potem dobim moker stol, da moram zimprovizirati nekako, da nimam mokre riti. Za nameček so pa spet te klimske, s tem, da ponavadi je Cindy problem, ampak tokrat se pa jaz problem, ker toliko pretiravam, da mi je že prav glava. Ja, in pihati iz klele, direkt v glavo. In jaz sem se v voznika prosil, tlele spredi, če lahko malo zmanjšate in taka iz Evrope, je bil tako, pa je premaknil njegova partnerka, ki je pa iz une države, ki imajo piko sreče, pa ki so itak navajen na te klime, po moje, ona je pa kul nazaj predstavila, tako da nismo nič dosegali, ampak na ves rešitev. Malo bo čudno zagledal, ampak it's not stupid if it works, Samo še malo zategnemo. Tipsi bombakilni, naštimo na glavo. Načeloma za shranjevanje gotovine in pasportov da te malo lažje, se malo težje ukradejo, da se malo bolj skrit, ampak lahko pa deluje tudi kot spalne očala in klimaprotektor. Klimaprotektor? Odlično je. Poksel. To je bilo sam stresno. Na neki točki sem se sam bal za svoje življenje, oziroma koliko sva prišla v Pai, sem bil sam tako, jaz ne vem, če se je splačal sem priti, ker jaz sem skoraj umrl, stresno je bilo, najslabša vožnja, kar sem bil kadarkoli delni. Ja, v bistvu polovica minibusa je bruhala in res katastrofa.
Ampak midva sva nekako pričakvala, da bo cesta obupna, ampak ne, v bistvu pač cesta je sicer vijugasta, ampak je zelo široka, nov moderen asfalt, pač super cesta, ampak kar naredi to vožnjo grozno, so vozniki. Tako da nič, jaz predlagam, da se ogledamo Paj z okolico in na koncu podava oceno, ali se splača priti sem kljub tej res katastrofalni vožnji. Najhuje pa to, da moramo pa še nazaj iti. Joj, pa zakaj si to zdaj povedala, ne? Samo mesto Paj je tako majhno agrikulturno mesto, obkroženo z gorami in prečudovito naravo. In je pa še malo bolj načil kot Čang Maj, od katerega se nahaja približno 4 ure vožnje. Paj ima le slabih 3000 prebivalcev in se preživlja večinoma s kmetijstvom in turizmom. Pravijo mu tudi hipi destinacija, v kar se lahko prepričate sami tekom vloga. Je pa krasno izhodišče do sosednjega Mjanmara, ki je oddaljen le 150 km, ali do gorskih plemen, kot so Karen, Hamong, Lisu in Lahu. Zdaj pa imamo nekaj, ki si je Alex ful želel priti sem, in sicer en ful fajn slab, ki ima tobogan in se lahko spustiš dol. Zdaj jaz ne vem, jaz sem bil malo poguman, preden sva sem prišla, ampak zdaj, ko gledam tele mulce, jaz ne vem, če je to glih varati, da se glih tako dol zapeleš. Cindy, ko je rekla, da ne, jaz sem se pa premaknil malo višji gor, v upanju, da najdem kaj manjšega, tako za malo večje, manjše otroke in sem najdel nekaj zase. Za piko odred je bilo prav dobro. Rentala sva skuterje, da si pogledava okolico Paja. In čeprav sva midva hotla vzeti kasko zavarovanje za tole mašino, le tega sploh ne ponujajo. Pač tam je pisalo no insurance in nimaš kaj narediti. Tole rentanje skuterjev je pa ona next level. Pač te čelade so itak vse sam za smeti, počene, te so vsi polomljeni. Sva vzela najboljše, kar se da. Itak ta prave velikosti ne najdeš? Ne, itak je ni. Z enih čelad kar švic dol teče ogabno. Moj skuter sploh nima tablice. Ne vem, kva ne s tem zdaj, to je v redu, ali me bo isto prve policaje vstavil pulover. In pa sva hotela še telefon holder imeti, pač stojalo za telefon in pač nima, zdaj tako da zdaj čakamo, če jo mogoče ga prinesel, če ne bo pa skuter minil. Da pa je pač strah in pa skrb še večja, sva po celem Paju videla cel kup poškodovanih ljudi. Ali so bili neki uvezani, s polomljenimi rokami, nogami, poškodovani in ni dvakrat za reči, da so to nesreče s skuterjem. S tem, da tudi kar nekaj najinih prijateljev se je ravno tukaj na Tajskem poškodovalo glih na skuterjih. Evo en primer iz prve roke. So you fell from the motorbike or did somebody like... My leg got on the exhaust pipe. I burnt it. Oh. But I'm still here, still trying. Champ. Ceste tukaj so zelo ovinkaste, vozniki pa smo že videli, so obupni. No, zdaj, na enega skuterja ne morava imeti zavarovanega, na srečo pa sva zavarovana midva, saj imava sklenjeno turistično zavarovanje pri zavarovalnici Triglav. Nikoli se ne odpravi v tujino brez turističnega zavarovanja. Pač tudi, če greš samo v Evropo ali pa na Hrvaško, tista evropska kartica nekaj malega že krije, ampak definitivno ne vsega. In nikoli ne veš pač, kaj se ti lahko v tujini zgodi. Lahko zboliš, lahko padeš z motorjem, boh ne daj, ampak lahko. Lahko greš na javni prevoz, pa recimo te nor voznik vrže tam v nek jark, pa niti nimaš vpliva. Boh ne daj, da govorimo še o kakšnem reševanju s helikopterjem, ki so pa enormno draga.
Midva že vrsto let zaupava zavarovalnici Triglav in zlasti lansko leto, ko so potrebovali zdravniško oskrbo v Indoneziji, so se izkazali za res dobrega popotniškega partnerja. Tako da so letos še toliko bolj vesela, da so vzpostavili sodelovanje z nama. Zavarovanje lahko čisto preprosto sklenete preko spleta. Sklenete pa ga lahko zase ali pa kar za celo družino. Če bi tudi sami radi imeli super zavarovanje za tujino in pa hkrati, če bi radi podpirali najin kanal in pa naju, vam spodaj v opisu videa pustiva direktno povezavo do zavarovanja. Turistično zavarovanje sicer ne krije škode na vozilu, če se pripeti nesreča, krije pa odgovornost do tretjih oseb oziroma stvari, kar je pa dobro videti. Če je nekaj za ponča, potem je fino, da je še nekaj za sonča. Odpravila sva se do zelo znane Instagram lokacije The Bamboo Bridge, 800 metrov dolgega mostu, narejenega kajkopak iz bambusa. Nahaja se slabih 11 km iz mesta Pai, bodite pa pripravljeni na res zelo slabo cesto. No daj, greva. Fuck. Misliš, da je ta skuter vodoodporen? Ne vem. Probimo. Pejt. Pri takih stvareh sva neizmerno zadovoljna, da imava drona, saj ti pogled iz zraka res da čist drugo perspektivo. Gledate pa prvi uradni posnetek najinega bumbarja na Tajskem, saj sva za uradno odobritev letenja morala počakati kar na 2 certifikata. Kako jo pridobiš? To je pa že tema za drug video. So pa Tajci kar naučili, kar se dronov tiče. Saj, če te dobijo pri letenju brez papirjev, plačaš mastno kazen ali pa ti grozi celo 1 do 5 let zapora. No, tlele posneli ne bomo očitno nič, ker grmi, začeli je malo rusiti, tako da... Grmi pa zelo. Ja. Večer se približuje, a ne spet hočeva sončen zahod posneti in spet bo dež, tako kazanč. Na poti si lahko ogledate še 2 znamenitosti. Palm Box Slab, do katerega je v deževnem obdobju možen pohod le po vodi, in pa The Land Split, gre za ogromno razpoko v tleh, ki jo je povzročil potres nekaj let nazaj. Sedaj pa služi kot manjša turistična atrakcija. Prišla sva do Pai kanjona in mislim samo wow. Tukaj ne bi sicer počakala sončen zahod, sega bova, ampak ja, v monsunskem obdobju smo, tako da sončka se lih ne vidi. Je pa res neverjetno, pač midva sva gledala videe po YouTubeu, vloge in podobno in tudi približno ne zgleda toliko lepo, kakor pač je v živo. Pravi, da je to majhen Grand Canyon in midva sva pač Grand Canyon videla v živo, pač v ZDA. In sem jaz tako rekla, raba iti spoh na ta Pai Canyon, pač se sva že bila na Grand Canyonu, ampak ne, tole je pač res samo wow. Kalčki vsko. Za raziskovanje Pai kanjona je treba merica previdnosti. Če je prva razgledna točka do tam, pač, kjer sem midva prišla, dokaj lahko dostopna za vse z vsaj nekaj športnosti v sebi, pa to ne moremo reči za celoten kanjon. Na nekaterih predelih namreč pot ni širša od širine čevlja zaradi močne erozije. Za raziskovanje dlje in globlje priporočava dobro obutev in res bodite previdni. Ponč, tudi na Tajskem Miklaš piškote peče, ali ko je rozast vse. Ne vem, če se tlele tako vidi, mogoče bi mogla kakšno fotko tlele prlepati gor. Nadeva prlepati. Prišla sva srečno nazaj v mesto in vrnila sva skuter, je živa in zdrava sva, tako da je vse v redu. Luštni so tele skuteri, čeprav ceste so pa kaotične, ja. Skratka, tele renta skuteri imajo zelo dober poslovni model. Nam rekla, da je lih na tek, ampak ja, dober jim gre. Nama so rekli, da pač nama lahko skuter tankajo z 2 ml benzina, ker namreč dobiš skuter čist popolnoma prazen. In te 2 litra goriva sta že tako malo dražje kakor na črpalki, oziroma kar dosti dražje kakor na črpalki. Ampak še več, ko sva se vozila nazaj, sva študirala, kako lahko vsi turisti vrnejo prazen tank goriva, če imava midva še pol
tanka goriva, pač skoraj nič nisva porabila, pa sva se ful prevozila, ker skuter ima res majhno porabo. In pa sem jaz razmišljala, verjetno pač črpajo ven gorivo, zato da ga lahko drugemu turistu še enkrat prodajo in pol dvojno zaslužijo. Dober jim gre tole, dober. Je pa znan še po eni stvari. Se ne, da vas porivava v to smer, ampak bolj kot zanimivost in sicer po seansah z norimi gobicami. Tako da to imaš poj takele fletne barčke, kakor je tale za nama in folk pač tam se lepo usede, spije, pa malo tripa, malo čilira tam, tako da zanimivo. A veš, kako veš, da si dobra oseba? Ko pride kužo k tebi spat pod noge. Ne kužo. Priden je. Pančo. Zmatran. Po dobrem nočnem spancu pa je bil čas za nov dan z novimi dogodivščinami. Iskreno, ta dan nisva kaj preveč posegala po kameri, sva se bolj prepustila uživanju. Paj ponuja še 2 čudoviti vodni izkušnji, termalne vrelce in spust po vodi. Termalnih vrelcev boste v okolici Paja našli kar nekaj, osebno pa sva si izbrala Sai Ngam. Za spust po reki v šlaufih, oziroma kot popotniki radi tej zabavi rečejo, The Tipsy Tubing, pa sva bila malo prezgodna. S to aktivnostjo namreč začnejo šele v glavni sezoni, ki je bila od naju oddaljena slabih 14 dni. Škoda, pa drugič. Srečno sva se vrnila nazaj v Chiang Mai in morava reči, da sva imela na poti tja očitno kar malo nesreče, ker vožnja do tja je bila res divja in stresna. Zdajle pa v bistvu je bil voznik čisto umirjen, pač noben ni bruhal v minibusu, vse je bilo super, nismo nekaj noro prehtevali, smo pa sicer rabili 1 uro več, kot prej, se pravi 4 ure namesto 3. Od začetka vloga vam tako v bistvu dolgujeva še en odgovor na vprašanje, torej ali se splača iti v Pai. Glejte, v vsakem primeru se splača. Zdaj, če ste imeli pač norega voznika, je to samo malo nesreče na vaši strani, ampak drugače pa absolutno, ja, prečudovita narava, umirjen tempo življenja in ogromno stvari za videti. Tudi midva niso videla vsega, niso vsega prečesala, tako da pustiva še malo skrivnosti za vas. Kot rečeno, midva sva že na letališču in ja, Tajska je ogromna, tako da je pred nama kar 2-uren let do Phuketa. Končno se odpravljava na otoke, morje, plaža, pač kumi čakava, malo relaksacije še dodatno. Tako da vas vabva, če bi radi videli še južni del Tajske, da se naročite na najin kanal, da ne zamudite prihodnjih vlogov. Seveda pa ne tudi pozabiti polajkati, pa podelite med kakšne popotniške prijatelje, če se vam vlogi zdijo v redu. Drugače pa povejte, če bi si upali na tako divjo vožnjo do Paja. Zdaj pa ostane samo še ena stvar, ne? Bye, Launa! Bye, Launa!